Nekje na drugem koncu Slovenije pa ljudje pravijo: Vojska bo! Varnost države je na najnižji točki v zgodovini, zato SDS predlaga ustanovitev nacionalne garde po ameriškem vzoru. Ta bi nadomestila nedelujočo rezervno sestavo. V slovenski gardi bi bilo kar 25.000 ljudi, skoraj 4-krat več kot v redni vojski. Publika, kaj bo? Vojska bo! Jep, vojska, naša vojska je v razsulu, policija, Komižvi, naš heroj in idol, pa bi rad ustanovil nacionalno gardo. Kje boš dobil 25.000 ljudi, Janez? A boš Mahniča kloniral? Omejitev je 35 let, tvoji domoljubi iz odbora pa so vsi 65+. In moj mož ima 87 let, pa bi s šmrserjem strelil. Janša, Janša. Dolg sem hotel to imitirati, spet mi dajo. Ne. Okej, je pa res, da bi z njimi prišparil na uniformah. Imajo doma še tiste z 45. Če bojo oni tvoji paravojski, bo vsem jasno, kaj pomeni beseda para. Isto kot pri paraolimpicih, jasno. Ampak, ko smo že pri SDS večkrat dognali ste obupni z imeni, zdaj vam predlagamo par nazivov za novo gardo. Recimo, Nacionalna slovenska domoljubna armada patriotov. Ali pa Mahničeva milica. Ali pa strankarske sile. Ali recimo Straža Noriškega kraljestva, taka mogočna Straža Noriškega kraljestva. Takorkoli, Janša bi svojo volilno bazo oborožil in jo poslal nad begunce, namesto da bi bolje opremili policijo in vojake. To je ena bitka na Neretvi, drugi del. General Janša, pehote ni več. Napad z berglami. Vsi so popadali. Napad s plinom. Vztrajniki, vsi plenice dol. Čeprav vztrajnik zna biti nevaren, ker te lahko zadavi s katetrom. In kje boš dobil tipa s katetrom? Janša je naš idol in heroj! Kučana pa na gnoj! Če ne on, pa njegova žena. Pojmo naprej. A veste, kaj imajo skupnega Cerar, Pahor, Bratušek in Janša? In ne mislim tega, da so toliko sposobni voditi državo kot krava tanker. Ne! Skupen jim je rjavec. Kevlar Karl, kot mu radi pravimo tu na naši oddaji. Belgijski ščurek mu tudi pravimo. Rupel 2.0. Updaten. No, Karl Viktor je spet v medijih, ker ga je nekdo dan po Cerarjevi izvolitvi posnel, kako je o njem izjavil tole. To se bo razsul tako a veš, kakšna je situacija v državi? To je tako, veš, kot meni dal zdaj šleparja za voziti, ki bo konec sem na obsredu. Karl, ti ne bi znal šleparja voziti, pa če bo dal pomožna kolesca pa avtopilota zraven. Kar je v bistvu hotel povedati. In zdaj smo po enem letu vsi v zraku, ker je rjavec rekel, da je Cerar nesposoben bimbo. Joj. Pa ste vi, da je videl Cerarja? Janša, ki je desc, je to napovedal že lansko pomlad. In to javno. Verjetno ta vlada ne bo preživela tega leta, to pa še ne bo pomenilo predčasnih volitev, ker bodo sestavili nekaj podobnega, kot je bila vlada Alenke Bratušek, vendar to ne bo zagotovilo trajne stabilnosti in še manj nekega reformnega potencijala, zato Slovenijo drugo leto čakajo predčasne volitve. Pač, ni zastojni Dolin heroj. V mikrofone. Ajde, za Janša je edini sposoben premier, itak sem Janša. In moral biti iskreni, tudi Karl ni ne vem kako sposoben. Ne? Če bi dal za njega za premiera, bi nas vse poslal v penzijo in bil dosmrtni predsednik vlade. Še več. Pazi to, Karl pluva pod Smerarjev, ki je takrat, ko mi prišel v politiko, sam je pa v njej že najmanj 10 let. In kaj je naredil? Upokojencem trobi v penzijah, v resnici so se pa te v primerjavi s plačami zmanjšale. Penzionisti moji, ne vem, kako volite tega klovna vedno znova, glih, če nimate lih Alzheimerja. Okej, to je pa še. To je, če imaš v redu. Tam prinesi zvit, ne golfat. Prinesi zvit. Kakorkoli, Karla je najbolj napadel Tonin, ki je očitno preslišal
da se je njegova Ljudmila najbolj smejala Erjavčevim opaskam. Poslušajte jo. To je tako, veš, kot meni dal zdaj šleparja za voziti, ker mu pol nisem nog sredo. Ne, ker mu pol nisem nog sredo. Ne, Pred kamerami največja svetlica. V zakulisju se pa reži propadu naše države. Ampak je pa res, da je Neron tudi na gosli sviral, ko je Rim gorel. To je pa tudi res. Najbolj groteskno je pa bilo, ko sta se Erjavec in Tonin spričkala pred našim Majerjem. Poglejte, vi žalče in blatite mojo družino. Vi blatite mojo družino in moje delo. Veste, koliko neutemeljenih obtožb ste vi samo v današnji oddaji na moj račun rekel. Jaz vas pa sprašujem preprosto. Glejte, zlagali ste se, da sem obnovil vikend. In ko pridem do argumenta, vi začnete govoriti drugo stvar. Zelo na preprosto vprašanje odgovorite. Poglejte, gospod. Država propada, tepca se pa pričkata za oslovo senco. Ne? In to na televiziji, kjer majmuna. Ej, če bi bila še malo bolj neuporabna, bi bila kaj ti škorni. Ne, resno. Kaj je to? Vodoodporni in podloženi škorni v obliki coklov. In to za $70. To nosi sam Artur Štern. Kakorkoli, grem stav, da sta šla Erjavec in Tonin podaj na pivo in sta se režala, ko sta dobro odvrnila pozornost od resnih problemov v naši državi. Še več takih fajtov, prosim, ne bomo, da imamo kje. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.